Ja, lep pozdrav vsem. Škoda malo številnim poslušalcem, ampak mislim, da boste nekaj odnesli tega predavanja. Z veseljem pozdravljam tukaj profesor dr. Borisa Rogla z odseka za biotehnologijo na Inštitutu Jožef Štefan, sicer je redni profesor na Ljubljanski univerzi in predava tudi na drugih fakultetah. Je mednarodno uveljavljen znanstvenik, dalj časa je deloval tudi v Združenem kraljestvu, objavlja v uglednih mednarodnih revijah. Na odmev njegovih člankov kažejo številni citati, mislim, da jih je okrog 8000, ko se vidi, da je njegova tematika pomembna za moderno znanost. Dobil je tudi številna priznanja, medtem za Panetovo priznanje in Zoisovo priznanje, tako da imamo čast poslušati uglednega znanstvenika, uglednega profesorja. Kar prosim za besedo. Če lahko bom snel masko. Najlepša hvala za povabilo. Sem pač počaščen, da vam lahko predstavim temo mojih raziskav. Že mogoče na tem prvem slajdu vidimo možgane in vidimo tukaj RNA, ki je zdaj, ko bi rekel, pred parimi leti je bila precej neznana ena molekula v javnosti, zdaj pa v bistvu na račun pač te nesrečnega COVID-a. Vsi vemo o RNA vakcinah, smo slišali za njih. No, jaz pač že mogoče od časa doktorata naprej delam na RNA, zadnjih več let ne delam pa v bistvu tudi na proteinih, ki se vežejo na te RNA, ki uravnavajo te RNA in vse to v povezavi z nevrodegenerativnimi boleznimi. Demenca je pa pač tista oblika nevrodegeneracije, ki vpliva na zavedanje in vedenje in učenje in spomin in tako naprej. Zdaj, predavanje, toliko nas je, tudi če kaj se ne razume, me lahko mogoče ustavite, pa da se razloži. Jaz imam približno tam nekaj čez 50 slajdov, v eni uri lahko gremo skozi vse, lahko pač tudi neke stvari se ustavimo in bolj razložimo. V glavnem bom povedal o patoloških proteinskih agregatih. To je ena osnovni pojav pri nevrodegenerativnih boleznih, osnovni pojav pri demenci v celicah, v možganih. Tvorijo se taki neki agregati proteinov, ki so bodisi znotraj celic, bodisi so zraven, izven celic, in ti agregati so značilni za te bolezni in so povezani z umiranjem teh celic. Glavne bolezni, ki jih jaz raziskujem, sta amiotrofična lateralna skleroza, ALS, to je motorična bolezen, in frontotemporalna demenca, ki je bolezen, ki je nekaj bolj redka od Alzheimerjeve, ampak je zelo zanimiva tudi z tega vidika, da v bistvu te dve bolezni sta povezani, in v bistvu mehanizmi so zelo podobni, razlika v tem, katere živčne celice začnejo propadati. Ena novost je fazna ločitev proteinov, ki bom razložil, to je kako ti proteini, ki so značilni za nevrodegenerativne bolezni, ti, ki tvorijo te agregate, kako se znotraj celic začnejo zbirati
v enih kapljicah, iz katerih pol nastanejo agregati. Jedrni transport. Zdaj imamo situacije, kjer v bistvu ti proteini bi mogli biti v jedru, tam delajo, vemo, da se v jedru dogaja prepis RNA in če ti proteini niso v jedru, se kopičijo v citoplazmi, to pomeni, lahko prihaja do nekega večjih količin teh proteinov in pač fazne ločitve in tvorbe agregatov. Za konec sem pustil ene par takih tematik, kjer bi mogoče pogledali, kako raziskujemo možgane, ne zdaj pač lahko na možganih, pa tudi na modelih celičnih, živalskih in tako naprej, to par slajdov je, in še razvoj terapij. No, kaj nas dela ljudi, ne? Pač med drugimi tudi možgani, 86 milijard nevronov, milijarda sinaptičnih povezav. In v staranju prihaja do sprememb v teh nevronih, prihaja do sprememb v sinapsah. Te spremembe so povezane z eno nestabilnost genoma, s staranjem, povezane so z krajšanjem telomer, za telomere ste slišali pač na koncih kromosomov, ki ščitijo DNA. Sistemi, ki so prečiščevalni sistemi za celico, ne, to je proteostaza, prenehajo delovati in se spet lahko proteini kopičijo in tvorijo agregate. Razne drugi mehanizmi, ki pač ob staranju so bolj počasni in omogočajo tvorbo patoloških stanj. Tukaj imamo eno tako zelo tipičen slajd, sliko za Alzheimerjevo bolezen. Imamo tukaj A in B sta prerez, B je prerez skozi normalne možgane, C vidimo zelo propadne možgane, tudi na prerezu vidimo, koliko je tega propadlo. Mikroskopsko gledano in v bistvu, če obarvamo za določene proteine, ta proteina sta tau in A-beta, vidimo, da v nevronih pri Alzheimerjevi bolezni se kopiči protein tau, izven živčevja v medceličnem prostoru pa se tvorijo tako imenovani plaki A-beta. In to je zelo značilna slika za Alzheimerjevo bolezen. Pač en možgani, kjer imamo eno serijo tukaj opisanih različnih nevrodegenerativnih bolezni. Tukaj imamo Alzheimerjevo bolezen, tukaj A-beta in tau, ki smo ga omenili. Videli bomo kasneje tudi, da je zraven še ta protein TDP-43. Parkinsonova bolezen demenca z Lewjevimi telesci, imajo protein alfa-sonuklein, ki se takole kopiči. Frontotemporalna demenca, TDP-43 FUS in tau, ALS, TDP-43 FUS, SOD1, prionska bolezen, to je bolezen novih krav, to je že 30 let nazaj, ko smo imeli zgodbe o tem, je pač en protein, ki se imenuje prionski protein. To so relativno, to so precej različni proteini, hkrati pa imajo eno zelo pomembno lastnost skupno, ki bom pol tudi pokazal. Ko nevropatolog dobi možgane v obdukciji, da pogleda, kaj se dogaja in od česa je bolnik ugotovil razlog smrti, če je bil sum na neko nevrodegenerativno bolezen, se preverja v bistvu 6 različnih proteinov. To je A-beta, prionski protein, tau, alfa-sonuklein, TDP-43 in FUS. Pač onih 6 proteinov, ki sem omenil na prejšnjem slajdu. Na osnovi tega in pač enega protokola, pregleda, kje se ti agregati, kje se ti signali nahajajo, lahko
vzpostavi diagnozo oziroma pač razlog za oziroma obliko nevrodegeneracije, od katere pacient umrl. Tukaj imamo Parkinsonova bolezen, tukaj imamo frontotemporalno demenco, Alzheimerjevo bolezen, ALS in tako naprej. Ti proteini so lahko bodisi izvencelični ali pa znotrajcelični. To je ena taka kompleksna slika, ne. Je pa v bistvu za nalašč sem jo pokazal, da se vidi, koliko je tega, pa to je v bistvu samo še neki osnove, ki prikazujejo, kaj vse lahko gre narobe. Ker v bistvu pomembno je tukaj za samo bolezen, da nevron oziroma živčna celica umre, propade. Zdaj, način, kako pride do tega, načini so lahko različni. Tako da tukaj pač imamo vse te neke načine opisane, tukaj je živčna celica, telo živčne celice, pa akson, tukaj so celice glije, ki so zraven nevrona, ki pomagajo pri delovanju nevronov. Vidimo, da tukaj jedro, kar nekaj teh procesov tukaj znotraj, od prepisa gena do prepisa proteina, pa nalaganje tega proteina, potem sistemi za prečiščevanje, ki sem jih že omenil, potem mitohondriji, ki v bistvu podaja energijo celici, če ne deluje, celica bo propadla. Potem recimo izven druge celice glije, astrocite, recimo, ki poberejo signale pri tem sinaptičnem prenosu, poberejo nevrotransmiterji. Izredno pomembno, zato ker če se ne pobere, se tisti nevron, ki pridobiva signal, lahko je kontinuirano ekscitiran, kontinuirano je nadražen in spet propade. Ta sistem je zelo, zelo pomemben. Kar je tukaj pomembno tudi, da se vidi, da v bistvu kar nekaj genov je pač v različnih teh procesih, njihove mutacije so povezane z nevrodegeneracijo. To je bilo predvsem za ALS, pri drugih boleznih je podobno. Pri frontotemporalni demenci, če zdaj recimo prikažem ti neke osnove teh bolezni, je nekako bolj redka od Alzheimerjeve bolezni. Opazno je, da je v bistvu prihaja do atrofije tega prednjega režnja in senčnega režnja, frontalnega in temporalnega režnja in je nekako bolj pogosto se dogaja v mlajši populaciji, tam pod 50 let, je recimo eno od najbolj pogostih vzrokov za demenco. Vse se dogaja tudi kasneje, povprečje 53 let, ampak se recimo tudi začenja prej. Je pa tam nekje do 20% vseh demenc. Alzheimerjeve bolezni tam nekje recimo 60% vseh demenc. Kot večina nevrodegeneracij je v bistvu to ena veliko socialno breme, ti pacienti potrebujejo kontinuirano oskrbo in stroški zdravljenja so zelo, oziroma pač oskrbe, nekaj zdravljenja je bolj malo. Amiotrofična lateralna skleroza je pa propadanje nevronov, motoričnih nevronov. To so nevroni, ki uravnavajo gibanje, pač so direktno povezani z mišicami in se nahaja v hrbtenjači oziroma tako tukaj gor, povrh je tudi motorični korteks, pač motorična skorja. Je ob propadanju teh nevronov, pač oni so direktno povezani z mišicami, pride do paralize. To je ena progresivna paraliza, iz dneva v dan je bolezen hujša, nepovratno se slabša.
začne se na enem koncu, začne se na enem udu, pa se počasi širi, pa pride do drugega, pa se po telesu gre gor ali pa dol, odvisno kje se začne. Ena tretjina se začne na jeziku, ne, in pa v bistvu imamo težave z govorom, ne, ampak to čisto mišične težave, z gibanjem jezika. Čutila so ohranjena, gibanje oči, recimo tiste mišice, s katerim premikamo oči, so iz nekega razloga tudi ohranjene. Je pa zelo agresivna bolezen, tako da povprečno po letu pa pol do 2 letih od diagnoze pride do smrti. In tako kot frontotemporalna demenca je neozdravljiva bolezen. Tukaj pa en primer bolnika, ki je imel ALS, je pa izredno atipičen primer, rekel sem tukaj približno leto pa pol do 2 leti, on je celo življenje živel s to boleznijo. So pač izjeme, Stephen Hawking je bil izjemen iz več razlogov. Kaj se dogaja, ne? Pri ALS-u imamo motorični nevron, ki pač, to je prerez skozi mišico in to so mišične vlakna in tukaj vidimo pač ena mišična vlakna, ki so izgubila povezavo. Motorični nevron je propadel in pač ta vlakna so tudi propadla. Ne. Zdaj, ena težava je ta, da takrat, ko začnemo opažati, da prihaja do teh nekih sprememb, pri večini nevrodegeneracij, tukaj bomo spet na primeru ALS-a, to povedali, je v bistvu že dober del nevronov propadel. Mi imamo v našem sistemu, v živčnem sistemu, ogromno ene redundance, enega backupa, da v bistvu, kako bi rekel, čeprav neke stvari odumirajo, neke živčeve, neke celice odumirajo, druge nadomestijo. Tako da recimo tukaj pri motoričnih nevronih imamo en motorični nevron, ki je propadel, drugi pa pošilja svoje izrastke zraven, ne, in nadomešča. Tako da v bistvu recimo pri ALS-u se ugotavlja, pač se pride do simptomov takrat, ko je približno 60% nevronov, teh motoričnih nevronov že propadlo. 40% pa še tistih, pa že ima težavo, da prekriva vse mišičeve. Zdaj, zadnja leta, pač te bolezni so lahko genetske, lahko so tudi sporadične, ampak tudi sporadične, če lahko, pri tudi sporadičnih lahko ugotavljamo, da imajo neko mutacijo v nekem genu. Tukaj pa imamo recimo odkrivanje genov pri ALS-u, zdaj je približno 40-50 pomembnih. Ta 3 gena sta gena, ki jih mi raziskujemo, TDP43, FUS in C972. In ta 3 gena sta zelo spremenila pogled na nevrodegeneracijo splošno, ker v bistvu TDP43 in FUS sta RNA vezavna proteina, to pomeni, da ona dva sta kot one žogice, ki smo na prvem slajdu videli, je pač nekaj, ki se veže na RNA, regulira RNA in če ne delujejo, lahko imamo sistemske spremembe v celici. Zakaj ALS, FTD? Tudi zaradi genetskih podobnosti, mutacije v določenih genih lahko vodijo bodisi v ALS, bodisi v FTD. V enih redkih primerih imamo pa v bistvu situacije, kjer bolniki lahko razvijajo in eno in drugo bolezen hkrati. In zakaj ti nevroni propadajo pri frontotemporalni demenci in ALS-u? Tudi 95% primerov je to protein TDP43, to je motorični nevron, tukaj prikazan, tukaj je jedro motoričnega nevrona. TDP43 bi mogel biti tukaj noter, vidite ta laser,
Ja, bi mogel biti tukaj noter, ampak ga vidimo v bistvu izven jedra v citoplazmi, ki tvori take agregate, tukaj še ena tak motorični nevron. Ta TDP se nekaj običajno v jedru in sodeluje pri prepisu genov. Frontotemporalna demenca, ti agregati so malo drugačni, tukaj je ena celica, tukaj je agregat, tukaj je jedro, ki vidimo, da je čist prazno od tega TDP-ja, tukaj so neke druge celice, ki imajo TDP v jedru. Tako da pač 60% pacientov z frontotemporalno demenco ima tako patologijo. Tem boleznim zdaj rečemo proteinopatije TDP-43 in tudi Alzheimerjeva bolezen, ker je tudi novo, kaže patologijo TDP-43 oziroma imamo neke oblike, ki so zelo značilno kot Alzheimerjeva bolezen po diagnostiki, ne? Ampak se je pokazalo, da je v bistvu 25% je pač Alzheimerjeve v bistvu oblika, ki ima TDP-43 tako dominantno patologijo. Iz tega, to je tudi mogoče eno od razlogov, zakaj do zdaj ni bilo učinkovitega zdravila, zato ker smo mi populacijo pač bolnikov, pri katerih so se testirali, pri katerih so preizkušali zdravila, je bila tudi populacija, ena četrtina jih je bila takih, ki so v bistvu imeli drugačen tip bolezni, čeprav so simptomi isti. In kaj se dogaja, ne, zakaj pride do bolezni pri teh TDP proteinopatijah, ne, imamo tako normalen nevron, TDP v jedru, pri bolezni gre iz jedra, bodi si izgubljamo funkcijo TDP-ja v jedru, iz jedra, oziroma ti agregati so lahko toksični. Zdaj pa vprašanje za publiko, kaj je torej? Majoneza. Blizu. Še kaj? Polenta. Ne. S česa narejena majoneza? Ja, maščobe, ne. Olivno olje, ne. Vsi smo ga skoraj dali v hladilnik, ne. Ali pa smo ga mogoče pustili od zunaj na balkonu, ko je hladno, ali pa kaj takega, ne. In pač nekaj takega se naredi, ne. Olivno olje je mešanica različnih maščob, ne. In pač ko se hladi, ne, se določene maščobe ločijo ven iz tega olja in pač imamo take kuglice kot pač fazno ločene kapljice, recimo, ne, oziroma to je že malo že trdo, ne. Zdaj pri proteinih, ki so povezani z nevrodegeneracijo, ne, je opaženo, da raztopina teh proteinov, ko se spremeni neki pogoji, ne, recimo lahko tudi temperatura, se ločijo ven iz tekočine in se prav take tekočice bolj mikroskopsko tvorijo take kapljice, ne. Dvignemo temperaturo, se raztopijo, spustimo temperaturo, spet se tvorijo, ne. Imamo v bistvu tako situacijo, ne, pač ena faza, raztopina, mešanica različnih proteinov, pri eni spremembi, to je lahko sprememba pač temperature, lahko je sprememba soli, lahko je sprememba kislosti okolja, marsikaj drugega se lahko spremeni in pri določenih proteinih in kar naenkrat se pač ti določeni proteini znotraj te tekočine začnejo združevati. Še zmeraj je voda tukaj vse povsod, ne? Ampak pač se naredi ena kapljica, v kateri so samo en tip proteinov. In to je zelo pomemben pojav, ne? Ker v bistvu celice so tudi tako organizirane, ne? Mi celice poznamo, ne? Pač imamo jedro v celici, imamo membrano, ki je okrog jedra, imamo pač cela celica je obdana z membrano, ampak znotraj celice opažamo tudi neke take
strukture, neke granule, ki nimajo membran. To so tako imenovane nemembranske organele. In te nemembranske organele so prav združene z tem pojavom, ne, da v bistvu prihaja do nekih faznih ločitev proteinov bodisi v citoplazmi ali pa v jedru in se pač tvorijo neke funkcionalne enote. Kar je zanimivo, je, da pač znotraj tega, ne, se pač proteini so bolj kompaktni. Ne. Če so bolj kompaktni, če so bolj lepljivi, lahko se toliko skupaj zlepijo, da postanejo agregati. Ne, in pa se ne odlepijo več stran. Ne. In če pogledamo, pač, ne vem, če tale tako konus, ne, to je to so vsi proteini v celici, na desno je pa neki merilo agregacijskega potenciala proteina, koliko se rad agregira. Vidimo, da proteini, ki so pomembni za nevrodegenerativne bolezni, se nahajajo zelo proti desno. Tukaj prionski protein, čist na koncu je skoraj. Ne? In vidimo, da mutacije v teh proteinih pomaknejo proteine še bolj proti desno. To pomeni povečajo njihov agregacijski potencial. Ne? To pomeni, da imamo proteine, ki so zelo, zelo občutljivi na take spremembe in ob različnih spremembah rade agregirajo. Ne? In to je recimo pač pol taka situacija, če ponovim, ne? Imamo pač normalno raztopljen protein, ob raznih spremembah pride do tvorbe kapljic. Ne? Tukaj imamo protein FUS, tega sem že omenil, ne? In pač raztopina FUS-a, kjer se tvorijo take, pač tukaj so kapljice. Ne? In če mi to ponavljamo večkrat, ne? Ali pa ta FUS mogoče ima neke spremembe, ima mogoče bolezensko mutacijo v zapisu. Ne? Ugotavljam, da pri določenih kapljicah postane tako kar neke iglice začnejo rasti, kot neke palčke, ne? In to so začetki tvorb agregatov. Ne? In tukaj pač imamo, če se to večkrat ponavlja, ne, te cikli raztapljanja in tvorbe teh kapljic, po določene kapljice oziroma začnejo se tvoriti take fibrozni agregati. Ne? In zdaj to je nekak ideja osnovna, to se pač vse dogaja v eprovetkah, ne, ampak ne bi se to dogajalo tudi v celici. Ne? In da bi na ta način se tvorili ti agregati v celici, in ki bi uničevali nevrone. Zdaj, tukaj en pomembnih faktorjev pri tvorbi agregatov je neka, kako bi rekel, lokalna koncentracija proteinov. Koliko je proteinov enega proteina v določenem okolju, ne, teh naših pomembnih proteinov. Ne. Kako lahko zagotovimo, oziroma kako se lahko zgodi, da imamo kar naenkrat več takih proteinov. Ena stvar, da se proizvodnja poveča, ne, prepis gena se poveča, sinteza tega proteina se poveča in imamo več tega proteina. Drugi način so tisti mehanizmi odstranjevanja, prečiščevalni mehanizmi, ki sem jih že omenil. Ne, pač ne odstranjuje se odvečen protein, imamo spet kopičenje. Ne. Tretji mehanizem je pa v bistvu, da neki transportni mehanizmi ne delujejo in da recimo spet prihaja do lokalnega kopičenja proteina. TDP-43 je jedren protein, ne bi se kopičil v jedru. Ne. Če pa imamo neke poškodbe v tem transportu v jedro, vemo, da se sinteza proteinov dogaja v citoplazmi, ne, in pol novo nastali protein gre v jedro. Če je napaka v tem transportu, imamo kopičenje TDP-ja v citoplazmi in vemo, da TDP v citoplazmi prav ni njegovo najljubše okolje in začne tam se kopičiti. Tukaj smo mi pred časom, no to je jedrna pora, ne, tako izgleda jedro, ne, in tukaj so take, na jedru so pore in skozi te pore pol grejo noter proteini v jedro. Ne. Mi smo pred časom naredili en poskus, kjer smo z metodo, ki se reče utišanje genov,
utišali faktorje oziroma proteine, ki so povezani z transporterji v bistvu v celici. Ne. Teh je približno 100. Ne. Tukaj je približno 100 takih luknjic. V te luknjice smo nasadili celice, vsako luknjici smo utišali eden od teh faktorjev in smo pol gledali na mikroskopu, recimo, če je TDP rdeče barve, v katerih celicah TDP ni v jedru, ne? Da je rdeče jedro, v katerih celicah ni v jedru. In kako je to izgledalo, ne? Tukaj smo pač ti rezultati, ne? Imamo kontrolno situacijo, tole so celice, tole so jedra, sicer tukaj zeleno, ne? Imamo TDP v jedru, ne? Tukaj je 5 različnih genov, ki, ko smo jih utišali, vidimo, da v bistvu je tudi, ni v jedru, ampak je tudi nekako malo okrog jedra. To so eni taki oblački, ki so še izven jedra, ne. In kaj smo iz tega odkrili, ne? Odkrili smo, da tukaj sta tri proteina, 62, 54 in L1, to so neki kompleks, ena struktura, ki se nahaja tukaj nekje, ki je zelo pomembna za prenos skozi jedrno poro, ne. Tako da brez tega pač jedrna pora ne deluje, tako da tudi ta vnos TDP-ja ne bo delal, ne. Druga dva, tukaj KPNB1 in Cas, pa sta pomembna faktorja za en tako imenovani klasičen vnos proteinov v jedro in smo pa na osnovi pač ene serije dodatnih poskusov ugotovili, kako prihaja do prenosa TDP-ja v jedro, ne. Zdaj, če TDP si zamišljamo kot en tovor, tukaj so še eni proteini, ki se imenujejo karioferini alfa, KPNA, ki pač delujejo kot ena vrsta prikolica in pol sta tista dva, ki smo jih odkrili v prejšnjem poskusu, KPNB1 in Cas, delujeta kot tovornjak, ne. In zdaj, če imamo, to je citoplazma, spodaj je pač jedro, ne. V citoplazmi se TDP nekako najde prikolico, se veže na prikolico, tak kompleks prepozna tovornjak, ne, in tovornjak ga nosi v jedro. V jedru pride do razpada tega kompleksa, TDP ostane v jedru, tovornjak sam gre ven in imamo prikolice, ki so ostale v jedru in prikolice rabijo en drugi tip tovornjaka, ki prepoznava prazne prikolice, ne, ki to vse nese ven in imamo pol spet alfa od zunaj, ki lahko nove TDP-je pobira in jih vnaša v jedro. In tukaj v bistvu, kar je pomembno, ne, ki se že na začetku je bilo napisano, ne, vsaka sprememba v količini ali pa lokalizaciji teh faktorjev lahko vpliva na kopičenje TDP-ja v citoplazmi, ne. Pač ne prenaša se v jedro, je v citoplazmi in tam lahko tvorijo agregate, ne. Celo do te mere, da kaj smo ugotovili, je, da pri frontotemporalni demenci, ki je imela pač TDP agregate, ne, smo ugotovili, da pri bolnikih, ne, tukaj smo gledali, koliko je teh proteinov, koliko je teh genov, ki so značilni za jedrni transport. In tale Cas, ki smo rekli, da smo ugotovili, da je pomemben, smo ugotovili, da ga pri frontotemporalni demenci skoraj ni. Ne, to so pacienti, ki so umrli od frontotemporalne demence, to so kontrolni možgani. Tale štirka se je pol izkazala, da je tudi napačna diagnoza. Tako da dejansko v bistvu tega proteina skoraj izgine pri frontotemporalni demenci, ne. Tudi na prerezih možganov vidimo, da pač pri kontroli vidimo takole v neuronu Cas, pol pa pri frontotemporalni demenci teh tako močnega obarvanja skoraj da ni. Že gremo malo v modele. Te sistemi jedrnega transporta so
zelo pomembni za organizacijo živega. Ne. Tako da v bistvu so ohranjeni tudi v drugih živih bitij, ne, recimo tudi v muhah je sistem ohranjen, tako da recimo v enih poskusih, ki smo ga delali z enim kolegom, ki se ukvarja z mehanizmi oziroma modeliranjem nevrodegeneracije pri vinskih mušicah, smo ugotovili, da prihaja do spremembe tega proteina KPNA4, pač vsi smo ga že omenjali prej, ne? In da pač v situacijah, kjer imamo frontotemporalno demenco, da se ta KPNA4 močno kopiči v citoplazmi in ga ni v jedru v primerjavi s kontrolo. To pomeni, ta mehanizem je v teh živčnih celicah porušen. Zdaj, TDP-43 z drugega vidika pa vpliva na, smo rekli, da vpliva na izražanje mnogih drugih proteinov, ker pač vpliva na procesiranje RNA, ne, to pomeni pač nekako globalno vpliva na izražanje proteinov. In če imamo zmanjšanje TDP-ja in imamo v bistvu eno povratno sprego, ker v bistvu eden od proteinov, ki se tudi zmanjša, je ta RANBP1, ki je tudi povezan z jedrnim transportom. Ne. Tako da tukaj so 4 celice, pri 3 celicah smo utišali TDP, 4. tukaj vidimo jedro od ene celice s TDP-jem in vidimo, da tega proteina RANBP1 v celicah, ki so utišane, skoraj da ni, medtem ko je pač tista, ki ni utišana, vidimo lepo izražanje tega RANBP1, je pa, kot sem rekel, pomemben za jedrni transport. Tako da tukaj imamo to eno tako spet kompleksno sliko tega jedrnega transporta, to je pora, citoplazma, jedro, TDP-43, faktorjev je še bistveno več, kot so tukaj prikazani, ampak pri bolezni imamo neko vplivanje na karefrine alfa, to je pač oni, ki delujejo kot prikolica, ta CSE1L je v bistvu kas, tako da to je v bistvu kot en vrsta tovornjak in imamo pač to, da se TDP ne kopiči v jedru, tvori take agregate v citoplazmi. Zdaj, za same raziskave možganov, pač tukaj bi zdaj malo povedal te stvari, kako smo določene stvari delali, ne, kako se to raziskuje. Ne. Je v bistvu problematično, ker v bistvu na en način bolnike, ko so živi, ne moremo raziskovati, ne moremo delati biopsije na možganih. Ne. Tako da pri večini demenc, pri večini nevrodegeneracij, glavni in edini definitivni vzrok je polobdukcija. Takrat se naredi definitivna diagnoza, ko se z obdukcijo oziroma pač pogledajo posmrtni ostanki možgani in se ugotovi, kateri proteini se kopičijo. Pred tem obstajajo pač simptomi, ki nakazujejo na določeno bolezen, ampak pač pravim, take stvari ne moramo raziskovati. Tako da v bistvu so pomembni živalski modeli, pomembni so celični modeli in vse bolj postajajo pomembni tako imenovani organoidi, to so pač skupki celic, ki začnejo dobivati neke lastnosti organov, v primerjavi pri živčnih celicah so to postane neke vrste možgančki, mini brains, se temu reče, pač raste in imajo neke take lastnosti možganov. Pač plusi obdukcije so prikaz patologije, celice so v pravem okolju, je pa minus, to je končno stanje bolezni, je po smrti bolnika,
sistem ni živ, to so možgani, ki so že precej propadli. Tako da tisti agregati so mogoče tudi sam pojav ob propadu možganov. Živalski modeli so nam marsikaj pomembnega pokazali splošno pri nevroznanosti in tako tudi pri demenci oziroma nevrodegeneracijah. Bo to šlo zdaj. Tole so nematode, črvi, ne? In to je gibanje normalne nematode, tole je pa nematode, v katero je vnešen gen za SOD1. SOD1 je gen, ki je povezan z amiotrofično lateralno sklerozo. Ne? In vidimo, da se v bistvu zelo težko premika, oziroma tukaj imamo dva črva, ki sta zeleno obarvana, tale je normalen, tale pa ima mutacijo tem SOD1 genu. In recimo že taki modeli so modeli, kjer lahko na črvih dajemo razne spojine, gledamo, kako te spojine vplivajo na gibanje teh črv. Zdaj naprej, če gledamo celične modele, zdaj v celicah, sem rekel, marsikaj teh osnovnih pojavov se dogaja, tudi če pogledamo tak enostaven celični model, kot je kvasovka. Tudi v kvasovki imamo tukaj pokazane 5 procesov, ki so v kvasovki, ki so zelo podobni tako kot temu, kar se dogaja v nevronih. Tako da v bistvu recimo tukaj ta prečiščevalni mehanizem, tukaj je mehanizem zvijanja, tukaj so mitohondriji, ki so poškodovani lahko pri kvasovkah, umirajo kvasovke v živčnih celicah, pač umrejo živčne celice. Transporti takih mešičkov znotraj celice mehanizmi so skoraj identični. Tako da v bistvu marsikaj recimo lahko že na kvasovkah ugotovimo. Ampak spet, želimo, da so ti modeli čim bolj podobni človeku, tako da delamo čim več na človeških celicah. Te celice so lahko pač ene take splošne celice, lahko pa zdaj z novimi metodami v bistvu pacienta od človeka samega vzamemo celice in jih nagojimo. In to je en sistem oziroma en protokol, ki je zdaj že 15 let od odkritja in v bistvu iz kože ali pa iz krvi lahko vzamemo določene celice. Te celice so že spremenjene, so že končne celice, so diferencirane. Ampak z posebnimi protokoli se lahko dediferencirajo, se lahko reprogramirajo, lahko jih v bistvu povrnemo v neko prvotno stanje, kjer so v bistvu imajo neke lastnosti matičnih celic. Matične celice se delijo in jih lahko namnožimo, tako da v bistvu to reprogramiranje, to pomeni, da so inducirane, pluripotentne, to pomeni, da so zelo malo diferencirane matične celice. In to lahko zelo namnožimo in potem spet te celice lahko spet programiramo, spet diferenciramo. Lahko iz njih, recimo za naš primer, kar je za nas zanimivo, se lahko iz njih delajo nevroni ponovno. In imamo pač neke nevrone, na katerih lahko delamo poskuse. Tako je take nevronske celice, ki so pač zrasle v eni petrijevki, v plošči. Nedavno, nekaj 5-6 let že več do tega,
se je izkazalo, da ti nevroni se, v bistvu, če tudi tukaj vidimo, se radi združujejo, ne, so nekako radi skupaj. Ne. In če pustimo, da to raste, dodajemo razne neke faktorje, ne, ti nevroni začnejo tvoriti tkiva, ki so podobna živčnemu tkivu, ne, pač, ki so podobna možganom. Ne. Tudi se tvorijo različni sloji, značilni recimo za skorjo. Ne. In to približno tako izgleda. To se tako nekako kot rižek, recimo, ne, tak, zelo majhni so. Ne. Zadeva je taka, da zdaj to lahko mogoče tam nekje do 6 mesecev, mogoče tudi do 12 mesecev raste. Ne. In kar se je pokazalo je, da ti organoidi nekako preslikavajo neke določene faze razvoja možganov. Je pa tukaj en problem, kar se tiče nevrodegeneracije. Ne. To je mlado tkivo. Ne. In tukaj spet nimamo tistega pravega modela, ker pravi model bi bila celica, živčna celica, ki je v telesu že svojih 50, 60, 70 let nespremenjena. Ne. Tukaj so pa, ne vem, pač se razvijale in mogoče so tam, ne vem, 6 mesecev do 1 leta stari in še to okolje je tako malo nenaravno. Ne. Tako da tudi, sicer se pač tudi te mutacije, ki so povezane z nevrodegeneracijo, tudi v teh možgančkih, je pokazano, da imajo neki vpliv, ne, na delovanje živčevja noter, ampak to ni nujno, da je enako kot pač pravim, kar se dogaja v možganih pri obolelih. Se pa, to bi rekel, tehnologija zelo razvija. In kaj se lahko naredi, tudi je, da v bistvu imamo možgančke, kjer lahko več različnih tkiv vzgojimo in potem jih združimo. In to lahko recimo imamo korteks, to pomeni tisti del, ki si zamisli, da bi se nekaj zgodilo. Imamo hrbtenjačni tkivo, ne, oziroma organoid, imamo recimo organoid mišice. To pomeni, imamo neki del, ki je komandni center, imamo en del, ki izpeljuje, imamo pač del mišice, ki dejansko se skrči. Ne. In tudi, ne vem, zdaj ste videli, in to se da skupaj v epruvetko in to se lepo med sabo razraste in ne bomo spet to. Ne. Zdaj, z enimi spremembami je tukaj v bistvu ena molekula, ki dovoli odziv na svetlobo. Ne? Tako da vidi se, da je bil en blisk, ne? In to sproži komando, ki gre pol v hrbtenjačni organel in ta hrbtenjačni organel pa sproži v bistvu krčenje mišice. Ne? Tako da ne vem, če še enkrat pokažem, taka fascinantna slika. Tukaj bo zdaj blisk. Stimulacija in se mišica skrči. To so take mičkani organoidi v epruvetki. Tukaj pa bo blisk in tukaj je barvilo, ki pokaže aktivacijo živčevja. In tu so videli aktivirane živčne celice, ki pač pošiljajo naprej signal. Zdaj imamo vse te različne modele in nekako, kako bi rekel, mogoče taka ena težka situacija pri teh predavanjih je, da je v bistvu zmeraj vprašanje, kje pa je zdravilo. Ne? In tega ni in smo blizu, ampak še zmeraj ga ni. Ne? In mislim, da smo vse bližje, da se razvijajo te nove metodologije, novi pristopi. Tako da tukaj bom prikazal par teh
različnih terapij, ker imunizacija je ena taka klasična, ki se v bistvu že kar dosti kliničnih poskusov je bilo na to temo, ampak spet pri neurodegeneraciji niso bili neučinkoviti. Antisens oligonukleotidi, protismiselni oligonukleotidi, to se kažejo, so precej obetavni. Za CRISPR ste najbrž slišali kot neko metodo za spremembo genoma. Je pa tudi nekaj, kar je novo, kar je v bistvu na en način, če se spomnite, davne predkoronske 2 leti nazaj, ko smo imeli unega fantka Krisa, ki smo zbrali toliko denarja za njega, ne. In tisto zdravilo je bilo najdražje zdravilo do zdaj, ne, več kot $2 milijona. Ne. Je pa tudi ta informacija je bila, da je v bistvu tisto podjetje, ki je razvilo zdravilo, je bilo kupljeno za ne vem koliko milijard dolarjev. Ne. In tukaj ni bila vrednost tega zdravila, ne, pač tista RNA oziroma tisti gen, ki je vnešen pri Krisu v njegove celice. Kar je bilo tukaj vredno, je dostavni mehanizem. Mi že zelo dolgo, pač znanost, zdravniki vse, vemo, to je treba popraviti, ne? Ampak nimamo načina, kako bi specifično vnesli recimo živčevje, ne? Ali pa, da ne bi recimo, ne vem, pač vmes šlo nekam drugam, pa naredili več škode kot koristi, ne? To je tudi ena past. Kako smo s časom, imam še 10 minut. Zdaj pač te terapevtske strategije, ne, spet malo tako, dosti informacij na slajdu, ampak recimo tale roza oblački, ne, pri nevrodegeneracijah propadanje prihaja tudi do vnetja, tako da so neke terapije so povezane s tem, da bi se vnetje utišalo, protivnetne terapije. Neke terapije so pač nekako nevroprotektivne, to je pač, da se dodajo neki faktori, ki olajšajo nevronom, da preživijo. Neke terapije so take, da se poveča razgradnja, to pomeni tisti prečiščevalni mehanizmi, ne. Najprej ste tudi to slišali za tisti caloric restriction, to je v bistvu tisto, ki se prehranjevanje, tudi hrana zmanjša do tega nivoja, da smo nekako blizu stradanja, ne. In da je to zgleda na en način zdravo za telo, ne, ker v bistvu se vklopijo ti mehanizmi prečiščevanja in se mogoče odstranijo določeni ti škodljivi proteini, ne. Tako da tukaj je neke tudi znanstvene logike, ampak spet, ne, lahko mogoče na enem delu telesa delaš korist, na drugim pa lahko pa delaš škodo, ne. Tako da sistemsko to še zmeraj stradanje ni učinkovito na koncu, ne. Pa imamo te antisens oligonukleotide in protitelesa in tako naprej, ki bom še omenil, ne. Kar se tiče imunizacije, sta dva pristopa. Eden je neka aktivna imunizacija, to pomeni, da v telo vnesemo neki protein, ki pač tako delujejo vakcine, ne vnesemo, se naše telo razvije protitelesa in da bi recimo tudi na ta način vnesli teh 6 proteinov oziroma pač tistega, ki ga rabimo, ne, vnesli in da se tvorijo protitelesa in da se recimo telo ima neki odziv na kopičenje tega, ne. Lepo zveni, funkcionalno pač ni, preveč je nekih težav z vnetnimi procesi, ne. Pasivna imunizacija je tudi recimo, da pač imamo že razvijemo neka protitelesa in jih ta proti določenem proteinu in sam protitelesa vnesemo bolniku. Tudi to je potencialno zanimivo,
terapije so zdaj v kliničnih poskusih, ampak še zmeraj je, kako bi rekel, ne zadosti učinkovito, da bi rekli, zdaj pa imamo eno dobro zdravilo. Par let, lani je bila ena taka afera o aducanumabu za Alzheimerjevo bolezen, ne, ste to malo zasledili, ne, ker v bistvu na koncu je komaj nekaj efekta bilo, pa je FDA še zmeraj rekel, dejte, ne, lahko se prodaja. In pol je bila cel tako malo, pač to raziskovalci smo bili zelo začudeni, ker v bistvu skoraj nima nobenega učinka, ne. Ampak tudi, ne vem, neki faktor tistega, pa dejte nam že neko zdravilo, ne, ker ni zdravila, pa so kar dali eno zdravilo naprej, čeprav je neučinkovito, ker spet pač norost samo po sebi, ne, ampak ne, pač je malo tukaj kontroverzno, oziroma pač v teh situacijah, kjer ni zdravila, se tudi tisto, kar neki majhen učinek lahko ima, se pač se potrudiš, oziroma bolniki bi tudi to probali, ne. Antisensolingonukleotidi so taki kratki delčki RNA, ki se v bistvu vežejo na določeno drugo RNA, na RNA od gena, ki nas zanima, TDP, FUS, tau, karkoli je, ne, in ga razgradijo, ne. Dejansko imamo neke mehanizme v celici, pač neki mehanizem, ki je mehanizem razgradnje določenih RNA, se uporabi in se dodajo posebni neki označevalci, te antisensolingonukleotidi, ki vklopijo ta mehanizem in lahko razgradimo pač nekaj, če se je preveč. CRISPR, ne bom preveč razlagal sistem CRISPR-ja, razen da se lahko pač geni DNA se reže, lahko se ustavlja marsikaj noter, to pomeni, da če imamo kakšne mutacije, lahko te mutacije popravljamo, lahko vnašamo nove gene, marsikaj super zveni, nismo še tam, da lahko rečemo, zdaj pa bomo to delali samo v živčnih celicah, oziroma samo v določenem tipu živčnih celic v, ne vem, pač organizmu, pri pacientu X, ki ima to mutacijo. Tako da tukaj imamo še nekaj časa rabimo, ne, ampak sistem pač, če imamo to nevrodegeneracijo, ne, imamo pač simptome, ki so kognitivne funkcije, ki ne delajo, ne, to je na račun pač marsikaj, česa, ki je narobe v teh možganih, tudi signalne kaskade, vnetja, mitohondriji ne delajo, kot smo rekli, celice so stresirane in tako naprej, ne. In zdaj z nekim CRISPR metodo bodisi popravimo določene gene, bodisi pojačamo izražanje določenih drugih genov in recimo pač lahko vnesemo pravilne gene, lahko pa izboljšamo izražanje nekih pomembnih faktorjev in s tem bi se, kako bi rekel, to je taka lepa želja, da bi to lahko tako funkcioniralo. Gremo v to smer in to nas čaka nekaj takega, ne. Tukaj pač ena tabela, ne da bi jo brali, ne, in tako naprej, ampak samo da se vidi pač 3 bolezni so tukaj, demence so prikazane, ne, število različnih genov, ki so lahko podvrženi tem CRISPR pristopu in v bistvu tudi številne raziskave, ki se že ukvarjajo s tem, ne, kako bi se to dalo izkoristiti, da bi se zdravilo bolezni. Ne, in zdaj ta tista dostava, ne, virusi, ne, oziroma virusni delci, ki so se zelo razvili zadnje čase, ki lahko pač noter namesto genov virusa vnesemo gen, ki nas zanima, ne, gen, ki bi ga vnesli drugače v organizem, ne. Tukaj so lentivirusi, to so virusi, kjer spada tudi HIV, ne, AIDS-ov virus, in
To so nekako prvi virusi, ki so bili razviti, zdaj se zelo dela na te AAV, ki so majhni virusi, in pač noter se lahko zapakira, ne, to je tako prikazano, AAV virus, ne, zdaj tole je dedna snov, to je DNA od AAV-ja, ne, zdaj pa mi lahko to rdeče, to sta dva gena, začima za virusmi, kako to izvežemo ven in noter ustavimo stvari naše, ki nas zanimajo, ne. Pač gen, ki bi radi vnesli, ne. In pač imamo tak vektor, ki to lahko vnaša v celice, ne. Kar je zanimivo pri teh AAV-jih je, da lahko tarčno uporabljamo, ne. Tako da v bistvu ta površina, ne, je lahko rahlo drugačna, ne, in zdaj tudi mogoče, ne vem, saj smo vsi zdaj malo naučeni pri covidu, ne, pač prepozna se strani celice virus in se vnese v celico, ne. In pač tudi na tej površini so lahko različni taki proteini, ki pač se vnašajo v različne celice, tako da imamo pač različne te tipe AAV-jev, ki lahko pa grejo v možgane, v mišice, srce in tako naprej, tako da tudi način vnosa je lahko zelo različen, tukaj prikazano na modeli mišic. Tako da, recimo, ne vem, zdaj tukaj so ti testi, ne, še par slajdov, ne, oziroma ti klinični poskusi. Pri Alzheimerjevi bolezni je klinični poskus za en gen, ki se imenuje ApoE2. Imamo pač več različnih ApoE genov. Če imamo ApoE4, to je nevarno za Alzheimerjevo bolezen, tisti, ki imajo ta gen, če imajo oba gena in od matere in očeta, podebijo ApoE4, poveča se verjetnost za Alzheimerjevo bolezen za 10-krat, ne. Tisti pa, ki imajo E2, tukaj se pa zelo zmanjša verjetnost za Alzheimerjevo bolezen. Tako da, če bi z virusom lahko vnesli ta gen, ne, bi zmanjšali verjetnost, ne, in to je spet ta ApoE. ApoE2 je v redu, ApoE3 je tako neutralen, ApoE4 pa je nevaren za Alzheimerja. S tem bi končal. Tu je pač ogromno dela zgodovine, ne, nekaj narejeno na King's College, nekaj pač tukaj nadaljujemo na Inštitutu Jožef Štefan, fundacije oziroma pač podpora iz različnih virov, zdaj pa v glavnem iz Slovenske raziskovalne agencije za RVS. Najlepša hvala.